Gospod Janko, prosim, če me malo povede. Ja, kako ne, lažne. Zdaj bilo že dosti okrog tega povedanega tote dni. Nerad se spominjam totega dogodka. Bom povedal, pač ležal sem v posteli oblečeni, kli sem si televizijo prižgal, pa je počelo, prišlo do eksplozije. Takoj sem pogledal skozi okno, tudi žena je bila blizu. Smo videla gorečo žensko, pač gorečega človeka skozi okno v drugo stanovanje in smo takoj letela po pomoč. Jaz sem sputal muzeja gasilni aparat in smo bilo prva pač na kraje. Istočasno so za mano takoj prišli policisti, tega smo te vkip začeli gasiti. Znali smo, kaj je ženska notri, ka moramo priti nekak doje. Ja vem, pri samem gašenju moram pohvaliti kolege, ka si imel en občutek varnosti pri tem, ker ni bilo nobene panike, ni bilo nič takega, ker si čuja komando pač, kjer so predajem policiji s komando, ka ne odperajo takoj vse okna na stopnišče, te si čuja drugo komando, ne grejo, ne se odstranijo, kjer so odveč, ne čim prej iz bloka. In na takšen način smo tudi pogosili pa rešili preci tisti del, ka se ogenj ni razširja na stopnišče in tako smo tudi prišli do ženske, pa smo jo pač rešili z tega vročega pekla. Pa zdaj, če bi priten sem od vsega začetka okrog nareda, kaj ja vem. Ljudje so, če duže večji stiske, pritiske, pride do obupa. Ve se, kad človek v obupi naredi marsikaj slabega. Bili smo pač pri totem dogodki pravi čas na pravem kraju. Smo rešili, kaj se rešiti zelo. Te so prišli tudi gasilci in dale so pač oni imeli vse v rokah. Mi smo šli ven na lift, ker smo že bili vsi praktično na pol omedleni. To je celo dogajanje na kratko. Ja, vem, pri toti prilike, ki smo v KIP sodelovali, bi tudi podorjeno sliko. Mi smo tote slike sicer ni videli, kad smo bili za totim požarom, ker to je s prednje strani. Piše pri reševanju med požarom pogumnim policistom postaje Ljutomer 28.2.2014, 21.10. To bi podarja kolegi, ki smo KIP reševali. Če bi še kdaj kje gorelo, bi še kaj premišljevali ali bi ponovili akcijo? Seveda bi ponovil, ker če gledamo nazaj, v naši ulici je tu zdaj že praktično tretjič, kaj je prišlo do ene eksplozije dvakrat tu na postaji, tako da smo zdaj že skoro malo ni navajeni. Praktično sigurno bolj hitreje odreagiramo. Tako kot je že gospod povedal, smo tudi mi slišali na samem policijski postaji, da je zunaj nekaj počlo. Ko smo s gospodna vrata pogledali po ulici, smo videli, da se v sosednjem bloku pač gori v stanovanju. Takoj smo vzeli gasilne aparate, ki so spodaj pri vhodu na policijski postaji in stekli prek ceste do tega gorečega stanovanja. Tam smo skupaj pričeli gasiti požar, videli smo, da je noter plinska jeklenka, iz katere je gorel plin. Pri samem gašenju smo
dejansko sodelovali vsi, ker je bila taka vročina, da dolgo nisi mogel niti zdržati zraven ognja in smo se vsega toliko časa menjali z gasilnim aparatom. Ko smo dobili informacijo, da je noter tudi ta gospa, ki naj bila lastnica stanovanja in da so jo opazili skozi okno v kopalnici, ki je na desni strani stanovanja, gorelo je pa na levi strani, smo brez razmišljanja pač vedeli, da jo moramo rešiti, ker se požar po samem stanovanju zelo hitro širil, kljub temu, da smo ga poskušali omejiti. Zato smo pač stopili stanovanje in gospo rešile stanovanja, jo potem še z drugimi policisti, ki so bili na kraju, pospremili do rešilca. Hvala Bogu nam je uspelo, no. Njo smo rešili, pa tudi nam se ni zgodilo nič hujšega, razen tega, ker smo se nadihali malo tega plina. Kar bi se lahko zdaj glede na to, da niste imeli ustrezne opreme, vse logično reagirali ste hitro, ampak vendarle. Ja, ni bilo časa, pač pomagali smo, koliko smo si lahko z samo obleko, da smo si zaščitili dihala, za vse ostalo pa ni bilo časa, iz plinske jeklenke je gorel plin, to je bil plamen 1,5 do 2 metra. Ko smo eno jeklenko pogasli, smo opazili, da še gori iz druge jeklenke, v tem času je pa se vnela že sama kuhinja, zavese, tudi dalje naprej sama jedilnica in niti ni bilo časa. Pazili smo dejansko na sebe, na svoje zdravje, pa da tudi poskušamo, oziroma smo poskušali čim bolj varno rešiti tudi to gospod. Ste v tistem trenutku pomislili, da še ena jeklenka, da še pride ena eksplozija mogoče? Ne, ker koliko smo imeli ta usposabljena v sklopu službe, so nam povedali, da ko iz plinske jeklenke gori, da naj ne bi eksplodirala, ker sam pritisk gori ven iz jeklenke in da jeklenka naj ne bi eksplodirala, tako da seveda smo imeli misli tudi to, da bi se lahko prišli tudi do tega, ampak vedeli pa smo tudi, da moramo nekaj narediti. Ne? Če veš, da je človek v ognju, ne, da si siguren, te pač adrenalin svojo dela, ne, in greš pač tudi prek meji.